Janez Zemljarič, ki ga dokumenti bremenijo, da je leta 1975 naročil umor avstrijskega državljana Nikice Martinovića, naj bi novembra 2012 večkrat ponovil zahtevo, da je treba ubiti tudi Janeza Janšo. To sledi iz tega dokumenta, ki ga je generalni direktor policije Stanislav Venigar poslal Mirku Šimenku iz Centra za varovanje in zaščito ter ga opozoril na Zemljaričeve grožnje, izrečene proti takratnemu premijeju Janezu Janši. Kot je zapisal Venigar, je v poslovnih prostorih Janeza Zemljariča konec novembra 2012 potekal sestanek, na katerem naj bi Janez Zemljarič, sicer eden najbolj znanih lobistov pri nas, za gospodarski polom v Sloveniji ukrivil Janeza Janšo. Pri tem se je močno razburil in pričel s pestjo roke udarjati po delovnem pultu in z dvignjenim glasom vpiti: Janšo je treba ubiti, ubiti, ubiti. Da je dokument pristen, so potrdili naši viri znotraj policije. Uradno pa smo od policije prejeli odgovor, da so dejansko bili obveščeni o grožnjah izrečenih zoper takratnega premijeja Janšo in da so o teh grožnjah takoj obvestili Center za varovanje in zaščito ter vodjo službe varnosti takratnega premijeja. No, Janeza Zemljariča, tu zadaj ima svoje podjetje, smo seveda vprašali, ali se morebiti spominja sestanka, na katerem naj bi bilo govora o Janezu Janši in ali se zlasti spomni, kaj je sam povedal o takratnem premijeju. Odgovora nismo prejeli. Sicer pa ne bi glede na pričevanje o Zemljaričevem krogu že v 90-ih letih razmišljali, kako se znebiti Janše. Bivši vodja SDV za Primorsko z vzdevkom Dule naj bi tako na enem od Zemljaričevih sestankov dejal, da bi morali Janeza Janšo ustreliti, ko je bil še čas za to. To je v času osamosvojitve. Glede na to, da Janez Zemljarič ni kar nekdo, pač pa nekdanji šef zloglasne Udbe, ki je povrh vsega osumljen, da je odrejal umore, smo seveda policijo tudi vprašali, ali je Zemljarič imetnik orožnega lista, se pravi, ali doma hrani orožje. Žal tega podatka nismo prejeli, ker je zaupne narave.